No in sedaj bomo pogledali, kako je bilo na pravem državnem tekmovanju v peki kruha. Kako je bilo v Beli cerkvi. Tamkajšnje gospodinje so vse lepo organizirale in bilo je kaj videti. No, pa poglejmo. Ja, kar pravo malo državno prvenstvo je nastalo v Beli cerkvi in tamkajšnje gospodinje so vse lepo pripravile in zorganizirale tako, da je praktično biti ali ne biti na tem tekmovanju skoraj da pomembno, če hočeš kaj pomeniti znotraj peke kruha. Gre preprosto za to, da so prišle speč kruh oziroma so spekli kruh doma in ga prinesli na ocenjevanje vse tiste, ki imajo svoje družine rade, ki rade tekmujejo na nek način, pa čeprav samo zato, da potem je tisto, kar dajo na izrok, pravzaprav vrhunsko. No in pravijo, da so letos prinesle veliko kruha. Zelo dobro so se odzvale, prinesle so 160 vzorcev kruha iz cele Slovenije. Zelo smo vesele, ker je kruh zelo kakovosten. Letos smo podelili največ zlatih priznanj, tako da opažamo iz leta v leto, da je vedno boljše in da vaja dela mojstra. Pravite, da na tekmovanje prinesejo kruh starejši, mlajši, skratka vsi. Tako je. Zelo veliko prinese mladih deklet kruh v ocenjevanje. Zelo smo pa veseli, ker je letos prinesel tudi mladi, so prinesli iz vrtca pod vodstvom svojih mentoric 3 vzorce kruha in dobili so zlato priznanje. No, gremo od zadaj naprej, ampak vseeno, kakšna priznanja so bila letos podeljena? Imamo 74 zlatih priznanj, 68 srebrnih, 17 bronastih, eno zahvalo. Prejele bojo pa tudi letos prvič plakete, tiste prinašalke kruha, ki so dobile 3-krat zlato priznanje za isto vrsto kruha. Teh pa imamo 7. Ja, znotraj tega kruha pravzaprav gospodinje iščejo vse tisto, čemur rečemo posebnosti in velikokrat dodajajo kaj, kar morda tudi ne sodi k kruhu ali pa postane tak kruh družinska tradicija, recimo temu. In letos pravite, da ste ocenili posebej dobro prav poseben kruh. Najboljši z najvišjo oceno 79,33 od skupno 80 možnih pa je dobila prinašalka iz Velikih Lašč za kruh Poprtnik. Gospa predsednica, pravijo, da vzgledi vlečejo. Verjetno tudi sami tekmujete. Jaz sem spekla kruh v krušni peči in sem tudi dobila zlato priznanje. Predsednica, in vam to priznanje kaj pomeni? Zelo veliko spodbuda za naprej. Saj sem ga že večkrat dobila zlatega, ampak letos sem prav posebno vesela, ker sem ga res v krušni peč spekla in jaz sem spekla tudi kruh za vzorec. Najprej komisija 9-članska je bila, ocenjuje en kruh, da dobi povprečno mnenje in ta kruh sem jaz spekla in sem dobila od teh vseh 80 točk. No, tako predsednica združuje svojo ljubezen s svojim trdim delom, namreč organiziranje in organizacija takšnega tekmovanja ni mačji kašelj. In od prejšnje predsednice smo se, ki nisem vedel, poslovili, pa vendar bi lahko rekel, da je za njo ostal nekdo, ki bo to delo nadaljeval in to je velika reč. Namreč vsi tisti po vaseh, vsi tisti v organizacijah, ki tako ali drugače pripravljate takšne prireditve, veste preklemano dobro, kako hudo in težko je takrat, ko moraš kaj zorganizirati. Ja, saj priskočijo na pomoč, ampak velikokrat je med željami, možnostmi, pa tistim, kar bi morali narediti, velik razkorak. No in povejte, kako je bilo pri organizaciji tega tekmovanja? Zelo pestro, zelo naporno. Jaz sem letos prevzela vodstvo tega društva in sem bila na začetku prav v skrbeh, kako bom to speljala, ampak s pomočjo članic, več kot 20 nas je delalo na tem projektu, sem bila zelo zadovoljna, tudi predsednica bivša mi je zelo veliko pomagala. Tako da, ja, priprave so se začele že pred 2 mesecem, ko smo
spravljali skupaj vse te papirje, pravilnike, razpisne dokumentacije, deklaracijo in razposlali vsem društvom, na kar smo potem še jih obveščali po mailu in spomnili še enkrat, da je to treba vse narediti in prinesti. V vsakemu vzorcu kruha je treba prinesti deklaracijo, kjer vse piše, iz kakšne vrste kruha, iz kakšne vrste moke je kruh, kakšne dodatke vsebuje. Vse to mora vsebovati, da potem komisija to lažje ocenjuje. Ja, pri samem ocenjevanju zagotovo se mi zdi, da je nekaj tistih posebnosti, ki bi jih človek odpravil, pa vendar mogoče kdaj drugič. O tem letos ste imeli komisijo in zdi se mi, da pretežno iz domačih ljudi, kar je prav. Ocenjevala je 3-članska komisija, 3 članske, ker je to 60 vzorcev bilo in težko ocenjuje ena sama komisija, več nema tega občutka za razliko, ne? Ocenjevali so kakovost skorje, vonj skorje, obliko izdelka, vonj sredice, okus sredice. No pa, ko smo že pri organizaciji, kdaj ste sprejemali vzorce? Včeraj smo sprejemali kruh ob 8 zjutraj pa do 10, oziroma ker je bila taka vrsta na koncu prinašateljev, da smo potegnili do 11, ker se to vse mora opisati, to se gre v računalnik, oziroma že takrat, ko se prijavi, gre v računalnik, potem to se kontrolira, da je res iste vrste kruh, da je, kot je napisan že na deklaraciji. Ja, ocenjevali smo od 10 pa do 2 je komisija delala. Kar zahtevno delo, ja. Ampak na koncu smo bili res vsi zadovoljni, ker je taka velika kakovost kruha letos. Ja, in to je plačilo za ves trud. Nenazadnje pa je ta prireditev v Beli cerkvi državno prvenstvo. No in poslušajmo. Ja, tukaj tradicija je že, da je ta razstava bila v Beli cerkvi in odločitev, da to postavimo na državni nivo, se mi zdi, da je bila tudi v redu. Ker takrat, ko se potem tudi to malo razširila po Sloveniji in s tem tudi več izdelkov, kvaliteta se dviga in jaz sem vesela, da smo del tega vrveža. No, gospa, sam si na začetku, ko smo začeli z nekaj kruhi, nisem niti predstavljal, da bo to prešlo v tako ekspanzijo vseh teh kruhov, ljudi, želja, veselja, pripravljenosti. Ja, meni je zelo lepo, zelo toplo pri srcu, da je tukaj na kupu toliko ljubiteljev kruha, toliko ljubiteljev podeželja, kajti jaz mislim, da na takih prireditvah se naši izdelki, pa naj si bodo kakršnikoli, približajo tudi drugim in upam, da jim bo to všeč in da bodo čim več segali po naših slovenskih izdelkih. Ja, če tako rečemo, tekmovanje, doseganje rezultatov, pa vse skupaj ne gre vedno tako, kot bi moralo iti. Pa še, v glavnem pečejo tisti, ki pečejo ljubiteljsko, kot se temu reče, kakšne tehnice velikokrat ni, zraven pa tudi kakšnih merilcev toplote, vlage in tako naprej. Ne, vse je spečeno tako, kot se zna speči doma na kmetih, recimo temu tako. Ja, gledajte, jaz sem prepričana, da takrat, ko daš kruh v ocenjevanje, ti sigurno ne rata, kot rečemo. Takrat delaš to z eno neko tako tremo, veliko odgovornostjo in se tudi kaj ponesreči, ampak kljub temu so kruhi iz različnih krajev, vsak prinese nekaj sabo in kruhi so kvalitetni, to nekaj in jaz mislim, da to ni primerljivo s tistimi industrijsko izdelanimi kruhi. Tukaj je ljubezen, tukaj je kmečka ženska roka in tudi moška roka kdaj, ampak tukaj to je kruh z ljubeznijo, kruh, ki da nekaj več kot samo hrano. Gospa županja, no pa vi povejte, kaj vam pomeni ta prireditev. Ta prireditev je izredno pomembna tudi s turističnega vidika, kajti v novi hiši žive dediščine bo tudi sodobno opremljena kuhinja, med drugim tudi z krušno pečjo in konvektomatom in bo omogočala delavnice tudi za naše turiste, peke kruha seveda. Ja, no, in da pridemo do takega turističnega produkta, gospa županja, poglejte, kot nalašč, gospa Betka tukaj iz vaših krajev, ki je dolgo vrsto let poučevala na gostinski šoli, vem, da se na peko še posebej spozna in da je kruh njena posebna ljubezen. No pa dajva poslušajva, kaj lahko da ona
ki je vrstna kuharica pravzaprav za nasvet vsem tistim gospodinjem, ki se odpravljajo na tekmovanje. Ja, vsem gospodinjem, ki bi se odločile za peko kruha, dam prvič na svet, da je zelo dobro, da pogledajo, kaj je objavljeno na spletni strani našega društva, ali pa če to dobijo v društvo same, da si to pač ogledajo zaradi tega, ker je tam navedeno, kaj in kako naj naredijo, da bodo lahko saj pri deklaraciji in tem izpolnili pravilno. Torej, da je kruh iz 1 kilograma moke, da kruh ne sme biti pečen v modelu, razen praznični, da kruh ne sme biti premazan z jajčkom, ampak mora biti samo praznični, je lahko, ostali pa ne. Torej, to so tiste osnovne, pa da mora biti pečen nekaj ur prej, preden ga prinesejo v oceno. Drugače pa če bi rekla takole gospodinjam, naj sami sebi zaupajo, naj verjamejo vase, naj poskusijo. Prvi mogoče ne bo uspel, naslednji pa sigurno bodo, ali pa vsak bo boljši. Torej, zelo dobro je seveda uporabljati moko, če to poznamo kakšnega mlinarja, če ne, naj se oglasijo do našega košaka v družinski vasi in sigurno bodo dobili dobro moko. Moke so pa seveda lahko različne, torej kar jim bolj odgovarja. Lahko je to pšenična moka ali pa seveda vse te druge vrste mok, od ržene, ječmenove, koruzne, pirine, ajdove in tako naprej. No, takole, če bi se od koga rad učil, je to zagotovo od vas, pa slišali smo, da boste imeli vaško kuhinjo za poučevanje. Kaj pa, ali ste kaj postorili na teh senzoričnih ocenjevalcih samega kruha? Vi ste išli iz šolstva, sam poskušam tudi na Grmu, Centru biotehnike in turizma, pripraviti ljudi, ki so se usposabljali za preizkuševalce, ocenjevalce teh prehranskih izdelkov, ne nazadnje tudi kruha. Vi pa ste letos imeli tudi naloga vsaj enega pripeljati na novo med vas ocenjevalce. Jaz mislim, da je dobrodošla novost, ker nas zelo veseli, da se mladi tudi odločajo in dobivajo veselje, da jim to nekaj pomeni, če lahko sodelujejo pri takem ocenjevanju. Namreč meni osebno veliko, ker se mi zdi, da z vsakim takim ocenjevanjem sam veliko pridobiš. Poglejte, Betka, sama ocenjujete, pa velikokrat 20 kruhov, 20 zlatih menda ni tako pri vas. Kako, na kakšen način ste ocenili kruhe? Verjamem pa, da na to vaše tekmovanje, ki ima status državnega tekmovanja, praktično ne pride slab kruh in da so znotraj teh kruhov tiste, ki odločajo, nianse. Torej, že sami rezultati povedo, 74 dejansko kruhov za zlatim priznanjem, potem nekoliko manj s srebrnim, bronastih ni bilo tako veliko in pa seveda samo en kruh, ki je dosegal manj, kot je za priznanje potrebno. Torej, Betka, gledajte, moja trditev prejšnja najbrž ne drži in so kruhi resnično kakovostni. Kruhi so izjemno kakovostni, z veseljem ugotavljamo, da je to vsako leto boljše, da znajo gospodinje upoštevati tisto, kar jim povemo. Pri tem bi pa samo rada povedala, da ugotavljamo, da se zelo veliko gospodinjstev, če imajo le čas, odloča, da vsaj kdaj spečejo kruh tudi doma. Kajti doma pečen kruh je vsekakor neka dobrobit za družino. Pa ne glede, ali so to prazniki ali so to pač dnevi ob tednu. Torej, zelo veliko kruha se peče iz različnih drugih vrst moke, torej veliko je pirinega, veliko ajdovega, tudi koruznega, odvisno kakšen okus in kaj jim bolj odgovarja. V vsakem slučaju pa, če smo rekli, da imamo pri komisiji kandidate, jih imamo pa v vrtcu, moram reči, da sem zelo vesela, da so se vrtci odzvali, da so otroci veseli, da so ustvarjali ta kruh in da so zdaj ponosni, ko so dobili to priznanje. Na sam šentjernejskih krajev pa sem posebej vesel priznanj, ki so jih prijele
naše gospodinje. No in poslušajmo, kaj jim to pomeni. Jaz mislim, da to je nekaj velikega, tako kot pri meni, ker sem bila lani prvič na razstavi, mi je bilo zelo všeč in sem se že lani odločila, da bom letos sodelovala. Sodelovala sem z belim kruhom, z jogurtom in dobila zlato priznanje. Mislim, da je to veliko priznanje, sploh za vsako žensko, ki peče doma kruh. Če je dovolj kruha, nismo lačni, pomeni, da je to dost hrane, izobilja in najboljši kruh je kruh od mame. Kot ste rekli prej, na začetku ima tu zasluge tudi društvo. Tako v našem društvu se posveča precej peki, ne samo kruha, tudi potic in ostalih stvari. Zlata priznanja pa je dokaz, da smo zelo aktivne. Ja, največ točk pa kruh Poprtnik, ki ima posebno zgodbo znotraj tega dogajanja. No in še posebej mi je v veselje, da gre za nekaj, kar je stalnica. Kruh Poprtnik, tam, kjer ga pečejo, poznajo. No in poslušajmo. Kaj mi pomeni? Zelo veliko. Zelo veliko. Prvič to, da sem bila zelo presenečena, kar nisem pričakovala. Sem zelo samokritična in to, da je med 160 razstavljavkami, da sem jaz prva, si kar ne morem predstavljati tega. No. V glavnem, zelo sem vesela, kaj naj še rečem. No, mi pa jo bomo mahnili pogledati, kako je sedaj na poljih. Gre za to, da je potrebno kar nekaj postoriti pšenici, kar nekaj pripraviti za to, da bomo dobro posadili koruzo. Ja, veliko je tega dela. No in poglejmo, kako to počnejo v Metrovu. No, povejte, kakšno je trenutno stanje na žitnih poljih? Trenutno so pšenice v fazi kolenčenja, ko je za ohranitev zdrave listne mase potrebno razmišljati tudi o varstvu pred boleznimi. Na pšenicah smo že v začetku aprila opazili znake pšenične listne pegavosti, ki je v zadnjih letih najpogostejša bolezen pšenice, kot tudi žitne popelovke. Zato je pomembno, da opravimo prvo škropljenje zgodaj v začetnih fazah kolenčenja. Za ohranitev zdrave listne mase je varstvo proti pšenični listni pegavosti izredno pomembno, predvsem preventivno izvajanje oziroma varstvo takoj ob pojavu bolezenskih znakov. Kako torej zagotovimo optimalno zaščito pred boleznimi pšenice? Za zatiranje omenjenih in vseh ostalih bolezni pšenice ter ostalih vrst žit uporabimo preverjen fungicid Opus 1 v odmerku 1 liter na hektar. Kjer so okužbe že prisotne, kurativno zaščito opravite z odmerkom 1,2 do 1,3 litra na hektar. Zaradi hladnega začetka pomladi še nisem opravil varstva pred pleveli. Ali lahko mešam herbicide s fungicidi? Vkolikor še niste opravili zatiranja plevela, je sedaj skrajni čas. Uporabite herbicid Biatlon 4D, ki ga odlikuje visoka učinkovitost tudi na plevele v višjih razvojnih fazah in ga lahko uporabimo do faze zastavičarja. Biatlon lahko uporabimo v vseh ozimnih in jarih žitih, tudi ovsu, piri in rži. Pri biatlonu je potrebno omeniti tudi hiter prehod v rastlino, saj ga dež ne izpere že 1 uro po škropljenju. Ali ste v žitih opazili še kakšne druge posebnosti po letošnji zimi? Za razliko od leta 2014, ko smo že ob koncu meseca marca opazili odrasle osebke žitnega strgača, tega v letošnjem letu še ni opaziti. Vsekakor pa priporočamo spremljanje pojava škodljivca in v primeru preseženega praga škodljivosti za zatiranje uporabite Fastak 100 EC v odmerku 0,125 litra na hektar. Na podlagi izkušenj priporočamo, da pregledate posevke žit na prisotnost listnih uši. V primeru pojava škodljivca uporabite sistemičen in dotikalen insekticid s podaljšanim delovanjem Perfekcion. Pomembna prednost insekticida Perfekcion je tudi, da nima temperaturnih omejitev v času tretiranja. Ker se v zadnjem času veliko govori tudi o dopolnilni prehrani žit z mikroelementi, lahko poveste nekaj besed tudi na to temo?
Zaradi pogostega vetrovnega vremena so tla zelo zaskorjena, zato prihaja do pomanjkanja mikroelementov. Zato za optimalno oskrbo z mikrohranili priporočamo dodajanje Nutrimiksa v odmerku 1 kg na hektar, skupaj s fungicidom Opus 1. Večletne izkušnje iz tujine so pokazale, da je dodajanje Nutrimiksa zvišalo pridelek povprečno za 300 kg na hektar. Pa še to, kako pa je z varstvom pšenice v času klasenja? V zadnjem času se govori veliko o fuzariozah. Tako je, v prihajajočih tednih bomo morali veliko pozornost nameniti tudi boleznim klasa, med katerimi so v zadnjem času najpomembnejše fuzarioze. Fuzarioze imajo namreč velik vpliv tako na količino, kot tudi na kakovost pridelane pšenice. Največja nevarnost okužb s fuzariozami so mikotoksini, ki pomenijo veliko nevarnost v prehrani ljudi in živali, v smislu presnovnih težav, abortusov in celo poginov živali. Klas žit bomo uspešno varovali z uporabo fungicida Karamba, ki se je v poskusih zadnjih nekaj let izkazala kot najučinkovitejše sredstvo za zatiranje fuzarioz in zniževanje mikotoksinov. Poleg tega Karamba učinkovito deluje še na ostale pomembne bolezni žit, kot so rje, septorija in druge. V letu 2014 smo na 7 poskusnih lokacijah po celotni Sloveniji opravili analizo na prisotnost mikotoksina DON. Vzorci so bili na vseh lokacijah brez prisotnosti mikotoksina, kjer smo za varstvo klasa uporabili fungicid Karamba. Seveda je potrebno poudariti, da je za uspešno zaščito klasa potrebno zagotoviti tudi optimalen termin varstva. To je v fazi pričetka cvetenja, ob pojavu prvih prašnikov v odmerku 1,5 litra na hektar, skupaj z dobro omočenostjo klasa. No, pa pojdimo sedaj na najpogostejšo poljščino v Sloveniji, koruzo. Tudi v svetu je ena glavnih poljščin, ki bo odločala tudi o tem, ali bomo lačni ali ne. No in kaj lahko poveste? Seveda, kot vsako leto bomo tudi letos morali nameniti vso pozornost kvalitetni pripravi tal do drobnogrudičaste strukture, ki je pogoj za kalitev in rast posevka. S pripravo njive za setev želimo omogočiti najboljše pogoje za vznik in izboljšati ukoreninjenje ter dostopnost tako hranil kot vode iz zemlje. In prav na področju začetne rasti koruze je zadnja 3 leta v Sloveniji na voljo Easy Start, gnojilo za hitrejši mladostni razvoj koruze in doseganje višjih pridelkov. Poleg višjih pridelkov pa lahko na osnovi nekaterih analiz v letošnjem letu govorimo tudi o povečanju energetske vrednosti silaže. Zakaj je takoj v začetku tako pomemben hiter mladostni razvoj koruze? Za doseganje največjih pridelkov je potreben čim hitrejši mladostni razvoj, da koruza prej preide v generativne faze cvetenja in oplodnje. V tej fazi se izogne vročini in pomanjkanju vode, ki ponavadi nastopijo v mesecu juliju. Dejstvo je tudi, da se v fazi med 6. in 8. listom določi maksimalni potencial pridelka. Koruza s hitrim mladostnim razvojem je tudi konkurenčnejša plevelom in se tudi lažje bori s čedalje pogostejšimi talnimi škodljivci, kot so na primer strune, sovke in podobni. No, če bi kmete povprašali, bi rekli, da je glavna tema zatiranje plevelov na koruznih njivah. Koruza naj bi bila brez plevela v času, ko ima od 3 do 8 listov, zato se zatiranje plevela v zadnjih letih nagiba v smer zatiranja po vzniku koruze. Za zatiranje plevela se navadno odločimo, ko ima koruza 2 do 3 liste. Zato je pri izbiri herbicida pomembno, da ima tako imenovano dvojno delovanje, preko tal in na vznikajoče plevele. Ker je za aktiviranje talne učinkovitosti vedno potrebna talna vlaga, so v manj vlažnih razmerah učinkovitejša sredstva, ki za aktiviranje potrebujejo manj vlage oziroma počakajo v tleh na padavine in se aktivirajo šele takrat. Torej, katero sredstvo izbrati? Priporočamo uporabo novega herbicida na slovenskem trgu Akris. In zakaj je potrebno izbrati ravno Akris? Akris je herbicid visoke učinkovitosti za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela. Odlično zatira tudi nove invazivne plevele, kot so ambrozije in podobni. Kombinacija dveh aktivnih snovi omogoča odlično delovanje na vznikle plevele in vrhunsko naknadno delovanje, ki ohranja njivo nezapleveljeno do žetve. Katere so še preostale prednosti Akrisa? Veliko pridelovalcev se je že soočilo z dejstvom, da zatiranje plevela zadržuje rast koruze. Zaradi zavrtja rasti izgubimo del vegetacijske dobe, kar privede tudi do izgub pridelka. Za herbicid Akris lahko trdimo, da ne zavira rasti,
ali kot se radi pohvalijo BASF-ovi strokovnjaki v tujini, Akris je zaradi odlične selektivnosti zelo cenjen tudi pri pridelavi semenske koruze. Kdaj priporočate uporabo Akrisa? Optimalni čas uporabe je, ko se vidijo vrste oziroma ko ima koruza 2 do 4 liste. Kaj pa recimo v primeru, da imam njive ekstremno zapleveljene z večletnimi pleveli, kot so recimo slak, osad, pirnica, sirek? V tem primeru počakamo, da večletni plevel vznikne in je dovolj velik, naprimer slak 20 cm, za sprejem herbicidov preko listne mase. Kmetje radi združujejo in ali obstaja kakšna kombinacija, s katero lahko v enem prehodu zatrem vse najtrdovratnejše plevele? Priporočamo kombinacijo Dr. Metrop H3, ki je kombinacija herbicidov Kelvin in Arad z dodanim močilom Dež. Dr. Metrop H3 je vrhunska kombinacija 3 aktivnih snovi, dikambe, tritosulforona in nikosulforona. Skupaj z najnovejšim močilom Dež HC zagotavlja učinkovito delovanje na celoten spekter plevela, vključno s koreninskimi pleveli, kot so slak, ščavje, osad, gabes, plazeča pirnica in divji sirek. Uporabimo ga lahko med 3. in 8. listom koruze. Pa tudi cena je velikokrat vprašanje. Kako pa najceneje in najučinkovitije zatrem samo ozkolistne plevele, kot so ljulke, muhvič, sirek in plazeča pirnica? V tem primeru uporabimo Kelvin v odmerku 1 liter na hektar, ki zatira vse ozkolistne in tudi nekatere širokolistne plevele, kot so kamilice in bela metlika. Kelvin uporabimo v času, ko je koruza v razvojni fazi 3 do 8 listov in po vzniku plevela. Odlikuje ga zanesljivo zatiranje tudi najtrdovratnejših plevelnih trav, kot so divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči ter ljulke. No in s čim je potrebno zatirati v primeru, ko imamo na njivi trdovraten širokolistni plevel, kot na primer slak, ščavje, gabes ali pa osad? Uporabite Arad v odmerku 200 gramov na hektar v kombinaciji z močilom Dež ali herbicid Cambio v odmerku 2 do 3 litre na hektar, ki odlično zatira tudi najtrdovratnejši plevel, kot je njivski slak, njivski osad, ščavje, gabes, kot tudi najnovejše invazivne plevele, kot so ambrozija, abutilon in podobni. Marjan, vi pa že kar dolgo vrsto let uporabljate, ali pa vsaj lansko leto sem videl, uporabljate Easy Start in pravite, da ste z njim zelo zadovoljni. Lansko leto smo prvič v setvi koruze uporabljali Easy Start, kar so bili takrat neki dvomi, to je bilo nekaj novega na trgu, ampak proizvajalec je zagotavljal, da je to pač neko novo hranilo, predvsem v tem skoraj zimskem hladnem obdobju, ki je lansko leto bilo, in izkazalo se je, da je to super zadeva. Tudi analize silaže, ki smo jih upravili, so to pač potrdile, to odločitev, da je bila prava odločitev, in hrano za živali imamo zelo kakovostno. Mi več stvari probamo in tisto, ki se izkaže, da je dobro, potem uporabljamo, in v letošnji setvi bomo še šli za večjo količino Easy Starja, ker zopet je hladno, napovedane so hladnejši dnevi, tam do sred maja, kot gledam vremensko napoved, in vsekakor Easy Star je nujno potreben za kvaliteten pridelek. Uporabljate samo Easy Star od Metroba? Easy Star, to so hranila, za hitro dostopna hranila. Nutrimix pa je pač mikroelementi, ki pa bomo uporabljali, ko bomo špricali koruzo, da bomo ohranili zdrave rastline, in v slučaju suše bo fotosinteza v boljši kondiciji in bodo rastline potem primerne bolj izdržljive, in temu primerne bodo tudi potem pridelki in zelo kvalitetna silaža, kar je za naše živali zelo pomembno. No ja, na nek način boste morali zaščititi vaše posevke pred pleveli, pred boleznimi, pred škodljivci. No in to boste lahko storili tudi na tak način.